Iz Dalmacije poročajo precej nenavadni poletni nadlogi. V okolici Splita je več kopalcev, med njimi tudi otroka, ugriznila želva. Njihov ugriz je izredno močan, ne le da lahko človeka močno poškodujejo, obstaja tudi nevarnost prenosa bolezni. Kako pa ravnati, ko v morju srečamo želvo? Jaka Vran. V južni Dalmaciji je strah v kosti kopalcem nagnala želva. Nedaleč od Splita je namreč glavata kareta ugriznila že 3 osebe. Morala bi reći da je to u stvari anomalija. Morske kornjače ne idu u tu obalu i napadaju ljude, to nije običaj. Običajno ali ne, kopalci so zaradi ugriza morali poiskati zdravniško pomoč. Pa osoba vam dođe u strahu, jer je imala susret s nečim u moru. Poškodbe so namreč bile vse prej kot nedolžne. Ugriz je definitivno bolan, one imaju čvrsti kljun, dakle nemaju zube, one mogu zdrobiti ježinca, zdrobiti raka, zdrobiti školjkaša. Imali smo evo slučaj da se radilo o prijelomu 2 prsta šake i velika otvorena rana na guznom mišiću, a ovo ostalo su bile sve neke lakše ozljede. Glavate karete so najpogostejša vrsta morskih želv v Jadranu, a običajno živijo na odprtem morju, le redko pridejo k obali, še bolj neobičajno je, da napadajo ljudi. Prej bi pričakovali, da se umaknejo. Ena od razlag je ta, da gre za samce v času paritve, takrat znajo biti teritorijalni. Strokovnjaki tako opozarjajo, če se v morju srečate z želvo, se od nje počasi umaknite. U svakom slučaju treba se odmaknuti. To je divlja životinja, strogo zaštićena životinja, mi nju ne smijemo dirati, ne smijemo uznemiravati, a u drugu ruku more je njihov habitat, a ne naš. Ko želva ugrizne, gre najverjetneje za obrambno reakcijo živali, ki se počuti ogroženo, ujeto ali pa v plitvini brani svoj prostor.